Sladkorna bolezen, pogosto imenovana tudi diabetes, je skupina presnovnih bolezni, pri katerih v daljšem časovnem obdobju prihaja do visoke ravni sladkorja v krvi. V Sloveniji zdravila za to bolezen prejema okoli 108.600 ljudi. Svetovni dan sladkorne bolezni nas med drugim opozarja na začetne simptome. Lahko se pojavlja to, da smo non-stop žejni, da nas po noči hodimo velikokrat lulat na WC, to je tak eden izmed prvih znakov, da imamo željo po sladkem, da se nam vrti, da prihaja do slabosti. Ampak to so znaki, ki so prisotni tudi pri različnih boleznih, ampak tudi simptomi, eni izmed večjih simptomov sladkorne bolezni. Ko se pomakne lestvica v nekaj dneh, da si izmerimo recimo nad 5,5 do 6 nekje, potem je že to nekak znak, da bomo mogoče imeli kdaj kakšno sladkorno bolezen. Ni pa to nujno. Treba narediti potem teste večkrat in potem, če v nekaj dneh nad 7, potem lahko rečemo, da smo na mejni, to se pravi na mejnem sladkorju, in takrat že mora poseči tudi zdravstvo v to oziroma osebni zdravnik, ki nas pa potem pošlje naprej v razne referenčne ambulante, diabetologov, če je potrebno, tako naprej. Društvo diabetikov Maribor je lansko leto obeležilo 60 let obstoja. Glavni namen društva je, da diabetike naučijo živeti s to boleznijo z raznimi izobraževanji, preventivnimi programi in rednimi gibalnimi srečanji. Je največje društvo v Sloveniji in ima več kot 1100 članov, ki se na prvem mestu lahko tam poučijo o tipu bolezni. En tip je sladkorna bolezen tipa 1, ki jo žal dobijo mladi ljudje, in takrat jim trebušna slinavka v bistvu neha delovati. Potem pa je sladkorna bolezen tipa 2, ki pa je v bistvu najbolj razširjena. Včasih so rekli, da je to starostna sladkorna bolezen, ampak ni več. Danes žal se to pomika lestvica navzgor in tudi že zbolevajo nad 40 let ali celo prej ljudje z sladkorno boleznijo tipa 2. Najprej smo se obrnili na bolnico tipa 1, ki z boleznijo živi že 20 let. Na takšno življenje se je že popolnoma navadila, ključno vlogo pa imajo zanjo tudi nujni pripomočki. Definitivno potrebujem inzulin, od tega sem tudi odvisen, pač moje življenje je odvisno od tega. Potem imaš pa razne pomočke, s katerimi pa če meriš krvni sladkor, se pravi glukozo v krvi, potem imaš tudi lističe za merjenje ketonov v urinu, tudi pač en indikator, ki ti pove, da imaš povišen krvni sladkor. Drugače pa v glavnem uporabljam teletestne lističe za merjenje glukoze v krvi. Pred kamero smo povabili tudi bolnika sladkorne bolezni tipa 2, ki s to boleznijo živi že 12 let. Življenje je pač tako, mislim, s tem se je treba sprijazniti, način življenja mora spremeniti, razmišljanje, vidimo, da je to danes že moderna bolezen, je pa to, da sem imel nepravilno prehrano, ker sem bil tudi podjetnik, dejansko cele dne je bil vpet v strese, v te zadeve in zvečer, ko si se vrnil domov, si se takrat pošteno najedel, pa si šel spat. In to so bili potem tisti še dejavniki, ki so pripomogli k temu, da je cukor še bolj rastel. Svetovni dan sladkorne bolezni je letos posvečen ženskam. Trenutno živi na svetu več kot 199 milijonov žensk s sladkorno boleznijo. Ravno zaradi tega se pristojni trudijo sporočilo in svarilo ponesti čim dlje. Vsako leto več ljudi zboli za sladkorno boleznijo, med njimi tudi ogromno mladih žensk, mladih bodočih mamic, ki zbolijo za sladkorno boleznijo, kar pomeni, da že med nosečnostjo imajo težave z nepravilnim delovanjem trebušne slinavke. Tako morajo biti pozorne na sladkor in na prehrano, seveda je pa tu pogojeno vse skupaj z telesno aktivnostjo, se pravi čim več gibanja in pa zdrava prehrana. In še nasvet za obstoječe sladkorne bolnike.
Vsaj 10.000 korakov na dan do 12.000 korakov bi naj, to je telesna dejavnost, pol ure hitre hoje na dan, da se rahlo spotimo, rahlo zadihamo, ali 150 minut na teden, ki si jih razdelimo po svoje, ali ker je ogromno starejših, ki imajo sladkorno bolezen, pa imajo kakršnekoli gibalne omejitve, 3x po 10 minut na dan. Je čisto dovolj, pa ne samo, da bodo vplivali na krvni sladkor, vplivali bodo tudi proti duševnim težavam, ker to deluje kot antidepresiv. Po ocenah iz leta 2014 je bilo po vsem svetu za sladkorno boleznijo bolnih 387 milijonov ljudi, od tega jih je približno 90% imelo sladkorno bolezen tipa 2. To predstavlja 8,3% odraslega prebivalstva z enako pogostnostjo pri ženskah in moških. Podatki kažejo tudi, da je med letoma 2012 in 2014 sladkorna bolezen bila vzrok za 1,5 do 4,9 milijona smrti letno. Pričakovati je, da bo leta 2035 število ljudi s sladkorno boleznijo doseglo 592 milijonov, zato je preventiva toliko bolj pomembna.